Gre za tovarno, kot smo že poročali, ki naj bi uporabljala najnovejšo tehnologijo pirolize za predelavo odpadnih pnevmatik in zagotovila okrog 90 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Ker so imeli svetniki pred tednom dni pomisleke o njenem vplivu na okolje, so za mnenje poprosili strokovnjake, ki se ukvarjajo s to problematiko. Dr. Viktor Gril z Kemijskega inštituta Slovenije se je seje tudi udeležil in po dolgi razpravi so sprejeli sklep o prenosu lastništva zemljišč na podjetje Green Line Oil, ki bo imelo sedež v Semiču. Seveda pa ob pogoju, da se predhodno pridobi garancija, ki jo je ponudil investitor v višini 1 milijon evrov in pa da se podpiše pismo o nameri, v katerem se definira vse dileme oziroma nadaljne zahteve. Imenovali so tudi projektno skupino, sestavljeno iz priznanih strokovnjakov in 2 predstavnikov občinskega sveta, ki bo imela vpogled v vso tehnično dokumentacijo in bo bedela nad projektom. Vse z namenom, da bo ta izdelan v skladu z zakonodajo in ohranjanjem čistega okolja. In ta projektna skupina bo vez med investitorjem in občino Semič, občinskim svetom. Občinskemu svetu bo morala tudi poročati. Poleg garancije v višini 1 milijon evrov je tudi ta projektna skupina velika varovalka, da naj bi šlo vse tako, kot mora iti. Svetniki so pooblastili županjo, da podpiše pismo o nameri, ki bo vsebovalo vse njihove zahteve, s katerimi se je strinjal tudi na seji prisoten naložbenik in snovalec projekta Robert Hroval, ki načrtuje gradnjo 11 milijonov evrov vrednega projekta začeti še letos.